To je zelo težko vprašanje, ker ne vem, kaj pomeni del premoženja, zlasti pa zato, ker nisem preveč premožen, imam toliko, da lahko sproti preživim. Jaz sem se delu svojega premoženja odpovedal že tako, da sem vstopil v politiko, kjer bodo po definiciji moji dohodki nižji, kot pa so bili v moji profesionalni karieri. Vsekakor, k temu bi dodal še dejstvo, kar se mi zdi najpomembnejše, to je plačevanje davkov, namreč prepričani smo, da je največja vrlina v naši državi, najbolj domoljubna vrlina plačevanje davkov, saj s tem ohranjamo našo državo in družbo pri življenju. To je vprašanje, ki ne sodi sem, kajti to je protizakonito in le zakaj bi se odpovedoval premoženju, ki sem ga pošteno zaslužil. Seveda tudi pripravljen sem na to, da se tisti, ki ima več premoženja, više obdavčijo. Ja, če bi se tako dogovorili v politiki, bi bil pripravljen to narediti, ja. Lahko. Kjerkoli sem se lahko odpovedala nečemu, kar mi pripada iz državne blagajne, sem se, tudi v tem konkretnem mandatu. Zadnja taka stvar je bila na primer nadomestilo, ki bi mi pripadalo po poteku ministrske funkcije, niti en dan si ga nisem vzela. Pripravljena sem nameniti svoje delo, ne vem, zakaj bi morala svoje premoženje dati državi, plačujem davke, delam v dobrobit državljanov in upam, da bom lahko delala to še naprej. S vstopom v politiko in še posebej, če je to politika, ki ne meri na všečnost, ampak ki sledi ciljem, ne glede na tisto, kaj vse na tej poti jo prizadene, žrtvuješ veliko več kot del premoženja. Tako da se mi zdi, da bi politika, ki bi pazil samo to, da ne bo na koncu prizadeto njegovo premoženje, da od tega bi državljani bili zelo malo. Jaz mislim, da bi vsak, ki vodi upravno vodilno funkcijo, moral biti pripravljen odgovarjati svojim premoženjem kazensko. Odgovornost, materialno odgovornost nosilcev javnih funkcij je potrebno spostaviti na tistih najbolj primernih področjih, zato da bodo lahko potem zadeve v resnici realizirane, ne samo obljubljane. Sem.